48 glasov smo nekako predvidevali, za 2 smo slutili, glasova narodnih skupnosti, eden je pa presenetil. Čigav je bil? Najverjetneje od nekoga iz opozicije, ki je pač ocenil, da koalicijska pogodba in vse to, kar smo predstavili danes v razpravi, vodi v neko novo normalno stanje, da bo Slovenijo popeljalo ali pa vrnilo na pravo pot. Poglejte, danes smo vabili vse 3 koalicijske stranke, tudi SDS in tudi stranko Anžeta Logarja. Prišli ste samo vi. Tudi koalicijsko pogodbo ste podpisovali nekako v stran od oči naših kamer preko družbenih omrežij. Pa vas sprašujem, ali je to mogoče pravi način za to, da se komunicira z volivci? Mi smo vendarle neka transmisija. Zakaj se zdaj tako otepate prisotnosti medijev? Poglejte, ne gre za to. Gre za to, da se je od 22. marca, predvsem pa od 10. aprila naprej, predvsem po tistem, ko se je izkazalo, da Robert Golob ne bo uspel sestaviti svoje koalicije, zgodilo marsikaj. Predvsem pa so se dogajali pritiski na posamezne poslanke in poslance, o katerih smo včeraj tudi spregovorili na vaši televiziji v oddaji Tarča. In na nek način smo morali zaščititi integriteto postopka, dogovarjanja o najprej vsebini, o vrednotah te bodoče razvojne koalicije in sedaj pač napraviti nastavke, danes je bil drugi velik korak, torej izvolitev predsednika vlade, da bomo lahko to razvojno koalicijo tudi sestavili in dobili razvojno vlado, ki bo popeljala Slovenijo v neko, lahko rečem, bolj sproščeno prihodnost. Zdaj je na vrsti teh 14 dni, ko naj bi danes izvoljeni mandatar, gospod Janez Janša, sestavil ministersko ekipo. Kako daleč ste s tem in ali se nocoj pogovarjam že z bodočim ministrom za demografijo, socialne zadeve in družino? No, počakajmo na naslednje korake, počakajmo na naslednji teden. Zdaj smo res bili zelo posvečeni in osredotočeni na vsebino. Razvojni zakon in pa koalicijska pogodba sta bili vsebinsko zahtevna dokumenta, ki smo jo morali uskladiti. Gre za, lahko rečem, temeljno vizijo, ki sporoča vsem, ki delajo, vsem, ki ustvarjajo v tej naši državi, da prihajajo boljši časi za njih, da jih razumemo, da bomo, kar se tiče Nove Slovenije, tudi držali svoje zaveze in obljube, ki smo jih dali že, lahko rečem, pretekla 4 leta, potem v predvolilnem času in takoj po volitvah. Torej, da bomo šli v razumne davke, da bomo šli v urejanje razmer v zdravstvu, da bomo poskušali tiste, ki nedopustno dolgo čakajo na zdravniške posege in lahko rečem preglede in vse ostalo, da jim bomo šli naproti in to uredili, da bomo pravzaprav tudi končali z ideološkim bojem, ki so ga Golobovi skupaj z Levico pač ustvarjali vsa 4 leta v zdravstvu, dolgotrajni oskrbi, šolstvu in kmetijstvu. Ampak poglejte, vi ste zdaj nekako dali veliko upanje. Prihajamo s tem zakonom, napisali smo koalicijsko pogodbo, ampak ravno ta prvi poskus, kjer ste vi tudi prvi podpisani, tako imenovani interventni zakon, ni bil dobro sprejet. Sindikati so zbrali podpise in če lahko navedem raziskavo Mediane, ki jo je danes objavila konkurenčna televizija in je ljudi spraševala o tem, kaj menijo o tem interventnem zakonu, je bil odziv na zakon izredno slab. Ne podpirajo ga. Kaj boste zdaj naredili? Ga boste popravljali, ga boste razdelili, ker pač vsebuje posege v številne zakone, se mu boste odpovedali? Kaj? Zakon je v redu. Zakon prinaša čisto vsaki skupini državljank in državljanov nekaj, nikomor pa nič ne jemlje. Zakon je odgovor na zahteve in prošnje ljudi, gospodarstva, obrtništva, podjetništva, kmetov, vseh, ki so zaposleni, da obrnemo smer in da pokažemo, v katero smer želimo, da razvojna koalicija gre. In to smo v Novi Sloveniji potem skupaj s partnerji NSI, SLS, Fokus, potem pa tudi z Resnico in Demokrati v razvojni zakon vključili. Očitno, te raziskave sicer sam ne poznam, je še nisem videl. Očitno so, lahko rečem, levi aktivisti, levi politični aktivisti pod krinko sindikalizma, nevladnikov in tako naprej uspeli s svojimi manipulacijami, tudi lažmi, neresnicami, kjer so brezsramno tudi zlorabili, po našem mnenju, nevtralni univerzitetni in šolski prostor. Zakon za bogate, pravijo, je to. Tako je. Šli so na pregovorno slovensko favšijo. Očitno so uspeli v prvem
valu nekako prevarati ljudi, ampak verjamemo v Novi Sloveniji. V Novi Sloveniji verjamemo, da bomo imeli dovolj priložnosti in da znamo tudi ljudem pokazati, da ta zakon vsem prinaša dobre stvari, te stvari, ki so jih pravzaprav ljudje od nas pričakovali, zahtevali, za katere smo se tudi zavezali, da bomo šli v njih. Torej, kaže ta razvojni zakon vizijo, v katero želimo, da Slovenija gre. Sposobnim dajmo priložnost, da ostanejo tu, da si ustvarijo tukaj svoje delovna mesta in družine, razbremenimo recimo osnovno košarico živil, dajmo možnost tistim, ki so finančno šibkejši, da živijo normalno. Poglejte, kakšno revščino je pravzaprav Golobova vlada skupaj z Levico povzročila za ene jesenice. 24.000 je več revnih ljudi v tej državi. In mi želimo iti v drugo smer. Mi vidimo vizijo, kjer bodo gospodarstveniki in podjetniki partnerji, ne pa bankomat za vlado in za leve izpostave, leve radikalne politike. Ampak poglejte, tisto, kar se vas zmeraj sprašuje, tudi glede interventnega zakona in tudi tega, kar zdaj piše v koalicijski pogodbi. Veliko obljub je, kaj vse bo ta nova vlada naredila, veliko tudi všečnih, vse od teh bančnih računov, zastonjskih do brezplačnih vrtcev in tako naprej. Ampak to stane. In Fiskalni svet ugotavlja, pri plačni reformi smo se ušteli za 0,5 milijarde. Toliko višji so stroški od načrtovanih. Pa veste, da so včeraj prišli iz Bruslja podatki, da bomo imeli višjo inflacijo, nižjo gospodarsko rast. Od kje boste jemali, da ne boste zvrtali velike nove finančne luknje, s katero že vsi strašijo? Poglejte, pri plačni reformi so se ušteli Golobovi in Levica. Mi smo na to opozarjali in tu so ne samo skopali luknjo, ampak jamo v proračun. Hkrati z nekontroliranim zaposlovanjem vseh svojih strankarskih kadrov so povzročili velike obremenitve naše javne blagajne. Tu bomo pogledali odhodke in bomo tudi stvari napravili normalne. Zdaj, opozorila Bruslja so resna. Opozorili so, da smo pravzaprav šli čez 3%. Slišali smo, da je včeraj Golobova koalicija skušala nekako z nekimi prerazporeditvami to zmanjšati, zakriti. Vsekakor vam pa lahko povem, da za to luknjo ni kriva in ne bo kriva bodoča razvojna koalicija. Mi prihajamo z vizijo, kjer bomo sprejeli takšne ukrepe, ki bodo pomenili tudi več prihodkov v javno blagajno na drugi strani, kajti če bo več ostalo ljudem, gospodarstvu, kmetom, bojo več tudi trošili. Imate izračune? Seveda imamo in imamo dinamične izračune. Mi smo se posvetovali z ekonomisti, z Simičem, z ostalimi, ki so povedali, da Golobova vlada in Levica pravzaprav gledajo statično, predvsem pa jim gre sindikatom, nevladnikom, tem levim aktivistom za ohranjanje statusa quo. Mi bomo pogledali odhodkovno stran proračuna. Oni so ga v 4 letih napihnili za skoraj 4 milijarde evrov. Kaj pa je? Kam pa je šel ta denar? Pa ne vemo. Mi bomo to delali bolj razumno in bomo pogledali to in bomo z našimi ukrepi, ki so pravzaprav zdravorazumski in prinašajo možnost nekega novega zagona tej državi, dali drugo smer, ne pa obremenjevanje, ampak razumni davki. Možnost sodelovanja vseh deležnikov v zdravstvu, zato da odpravljamo čakalne dobe. Obrtniki pa podjetniki ne smejo biti več ideološki sovražniki, ampak morajo biti tisti, ki sodelujejo pri razvoju. Še za en kratek komentar vas bom prosila. Poglejte, med sejo vlade je pred državnim zborom protestirala manjša skupina ljudi. Trdijo, da je z mandatarstvom Janeza Janše resno ogrožena mednarodna suverenost države, izraelska paradržavna obveščevalna agencija Black Cube pa da je preprečila izvedbo zakonitih volitev. Popoldne je zaradi prevare volivcev, kot so sporočili, protestiralo še kakih 30 članov Alternative za Slovenijo. Čisto za konec, res na kratko, imate kakšen komentar na ves ta vihar, ki se je dvignil, na včerajšnje proteste, današnje proteste, pritožbo na Ustavno sodišče, vse te očitke o izdaji in tudi o tem pozivu, da naj se prepreči izvolitev nove vlade z Janezom Janšo na čelu. Ja, gre za obupane poskuse koalicije razočaranih, ki poskušajo prek svojih izpostav v sindikatih, v nevladnih organizacijah in tako naprej preprečiti ali pa saj očrniti bodočo razvojno koalicijo. Ne bo jim uspelo, sporočamo jim, da se jih ne bojimo. To so osamljeni primeri. Danes je pred parlamentom, mislim, da
groteskno skakalo 3-5 ljudi, ki so osamljeni. Lahko pa vam povem, kaj rečejo na Koroškem, mojem rodnem Koroškem, ko vidijo kaj takega, naj se spravijo delati. In mi bomo delali za Slovenijo in se na to ne bomo ozirali. Ne bojo nas ustavili.